V plezalnem centru v Slovenski Bistrici je pretekli konec tedna potekalo državno prvenstvo v težavnostnem plezanju za mlajše in starejše kategorije. V soboto so se pomerili tudi člani in članice. Pri članicah je zmagala Lučka Rakovec. Občutki so dobri, zdaj nekako že dolgo nisem bila na tekmah, tako da je bilo fajn biti nazaj spet na eni lead tekmi. Uspela sem odplezati smer, tako da smer je bila dobra, tudi v kvalifikacijah in zdaj v finalu. Super tekma je bila. Na olimpijske igre se je Lučka odločila, da letos se nekako se ne poda v tekmo, oziroma v boj za olimpijske igre, ampak zagotovo so pa še kakšni drugi izzivi za letošnje leto. Nekako me je lani doletel veliko preprek in sem se na račun tega odločila, da se odmaknem od tekme za olimpijske igre. Ni mi žal, da sem se tako odločila, tako da prilika bo še. Zdaj pa bom šla nazaj na tekme, ker se bom tako počutila. Kakšni so torej načrti za prihodnje mesece? Ni načrtov, čisto go with the flow. Videla bom, kako mi bo pasalo. Zaenkrat res nazaj spet uživam počasi v treningih in o tekmah, tako da po mojem se bom vsem kmalu vrnila na tekme, ampak nič ne bom za ziher rekla kdaj. Drugo mesto je osvojila Mija Krampl, tretja pa je bila Vita Lukan. Jaz sem kar zadovoljna s svojim plezanjem. Se mi zdi, da zadnja tekma mogoče v težavnosti moja bila ravno te kvalifikacije za olimpijske in tam nisem nekaj zelo dobro odplezala v težavnosti, nisem točno vedela, v kakšni formi sem, oziroma me je mogoče malo podaril in sem zelo vesela, da mi tukaj uspelo odplezati, da sem dobila neko potrditev, da še zmeraj sem pripravljena v težavnosti in sem zelo pozitivno razmišljam tudi za naslednje tekme. Naslednje tekme, ena najpomembnejših zagotovo tudi v Budimpešti, že čez slab mesec se bo zgodila. Kakšne so pričakovanja? Pričakovanja so definitivno visoka, zato so tudi pritiski tako visoki, oziroma bolj kot pričakovanja je želja visoka. Nekako na Kitajskem sem kljub temu, da težavnosti nisem dobro odplezala, sem naredila nek soliden rezultat, ki je zelo dobra popotnica za naprej za Budimpešto, in upam, da mi bo v Budimpešti uspelo odplezati podobno oziroma še boljše in da bo vozovnica moja. Seveda mi držimo pesti za vse skupaj. Kaj pa plezalni center v Slovenski Bistrici? Je to morda tvoj prvi obisk ali si že bila tukaj? To je moj prvi obisk in sem zelo presenečena nad centrom. Res je ogromno in veliko plezalne površine, veliko notranjih smeri in tudi ta stena zunaj je res dobra, res ena izmed redkih, bi jaz rekla, primernih sten v Sloveniji za organiziranje takih tekem, malo na višjem nivoju. Tako da jaz sem presenečena in upam, da bojo še naprej tekme potekale tukaj. Zame je to v bistvu prvi obisk tega centra in moram reči, da sem kar prijetno navdušena nad tem centra, ker stena je fajna. Mogoče bi lahko zgornji del malo bolj visel, ampak še vseeno sem vesela, da imamo končno lahko državna prvenstva tudi na takih malo bolj zaresnih stenah. Kar se tiče smeri pa moje predstave, bi mogoče rekla, sem šla kvalifikacije nekoliko nesproščeno in tudi posledično bil rezultat zato slabši. Finale je bil mogoče malo boljši, ta zaključni skok. Mogoče nisem šla najbolj odločno, ampak bilo tudi kar daleč, pa nisem bila pa tako visoka kot Lučka, da bi lahko šla statično. Tako da tretje mesto. Jaz mogoče rezultatsko nisem toliko zadovoljna, ampak se mi zdi, da bi težko v taki smeri kaj več pokazala. Načrti za nadaljevanje? Je v bistvu zdaj pred mano še drugi del kvalifikacij za olimpijske igre, kjer bom mogla pokazati zares dobro predstavo, če si želim imeti še kakršnekoli možnosti glede na mojo predstavo zdaj na Kitajskem. Ampak jaz bom dala vse od sebe, do takrat me čakajo še 3 tekme državnega prvenstva oziroma 2 tekmi. Tako da to je zdaj na sporedu. Pri članih je slavil Luka Potočar. Zadovoljen zmago, še bolj s plezanjem v obeh krogih se mi zdi, da sem pokazal dobro plezanje. V kvalifikacijah sicer bi šlo verjetno še malo dalj, če ne bi naredil tiste napake z upenjanjem, ampak v finalu se mi zdi, da sem pokazal vse, kar sem lahko. Kakšni so načrti sedaj čez slab mesec, torej najprej Budimpešta, verjetno pa seveda še vse kaj drugega prej in potem nadaljevanje? Sigurno. Priprave na celotno sezono, seveda prvo sledi tisto v Budimpešti in
Sigurno bi bilo fajn, da bi šel s temi dobri občutki, tudi predvsej tekem državnega prvenstva je z dobrimi občutki v Budimpešto in ja, tam lovil tisto olimpijsko vstopnico. Si danes morda prvič v plezalnem centru ali si že preizkusil tele smeri in tele stene tukaj, ki so z nami pol leta sicer, ne, torej nov plezalni center, ampak zagotovo pa si že preizkusil katero od smeri. Tukaj sem plezal prvič danes, prvič sem na tem centru, tako da ja, zelo mi je všeč tudi noter, tudi tam, ko smo se ogrevali, res super, ta zunanja stena je res primerna za take tekme in še večje tekme, sigurno, tako da ja, sem vesel, da imamo v Sloveniji tudi še več takih centrov in plezalnih sten. Bi jo priporočal tudi svojim prijateljem, svojim sotekmovalcem, ki recimo še niso bili tukaj? Ja, sigurno, noter, tako kot sem že rekel, je res veliko dobrih balvanov, veliko stvari, na katerih se lahko sigurno dobro trenira in ja, tudi tale stena od zunaj je primerna res za težke smeri. Drugi je bil Milan Preskar, tretje mesto pa je osvojil Anže Peharc. Ja, moram reči, da sem prvič v tem centru in sem zelo zadovoljen z samo steno. Mislim, da je pač res odlična adicija že temu, kar imamo v Sloveniji, tako da sem ful vesel, da sem bil lahko del tega državnega prvenstva. Kar se tiče mojega plezanja, pa težko ne bil zadovoljen, no, pokazal sem vse, kar znam in s tem tudi dal vse od sebe, tako da sem zadovoljen z današnjim dnem. No, današnje smeri, kako so se ti zdele, kakšne so se ti zdele, ali so bile težke, težje, morda je to dobra, recimo izkušnja za vse tisto, kar te čaka v Budimpešti? Ja, smeri so bile v bistvu malo drugačne kot na samem svetovnem pokalu, mogoče nivo malo nižji, ker pač tudi konkurenca ni tako velika, ampak ne glede na to, pač sem s finalno smerjo bil zelo zadovoljen, bila je razgibana, veliko se je zgodilo v sami smeri in sem užival v plezanju. Sedaj kakšni so načrti, tisto, kar te čaka recimo v mesecu juniju in potem v nadaljevanju seveda? Ja, v bistvu zdaj je samo nekako rutina do te pomembne tekme in potem pač vse od sebe dati tam in bomo videli pač kakšen bo rezultat. Upamo na najboljše, da bo potem še treba dodatne plane narediti za kasneje. Tekmovanje je uspešno organiziral alpinistični klub Impol Slovenska Bistrica. Ja, moram reči, da se mi je res ogromno kaj odvalil iz pleč, da se moram prvo zahvaliti vsem, ki so bili danes pripravljeni in da so prišli pomagati, da so prispevali svoj trud, svoj čas in da so omogočili, da smo pač izpeljali tekmo. Prav tako bi se rad zahvalil pač kadru, vsemu, ki je pomagal, vključno z posavljalci, ki so poslali izjemne smeri. Najbolj bi se zahvalil tekmovalcem, brez katerih tekme ne bi mogli imeti, ki so tudi pokazali vse, kar znajo, pač izjemne nastope smo videli danes in sem zelo zadovoljen z njimi. Na koncu pa se moram še zahvaliti sponzorom, brez katerih tekme ne bi mogli izpeljati. Ti pa so Višinska baza, La Sportiva, Kibuba, Volantes del, Hiša dobrih okusov, RTK, Akademija Sula lepota, KPK, Alukenik Štal, Lumar del, Prangl in Zasvet. Povejmo še, da je pri Cicibanih zmagal domačin Luka Vračko.